Lepo pozdravljeni na novinarski konferenci ob državni proslavi o 35. obletnici samostojnosti in neodvisnosti. Poleg predstavnikov medijev še posebej lepo pozdravljam naše današnje specialne goste, dijake iz Srednje tehnične šole Koper, torej iz mojega mesta. To se je zelo lepo slučajno poklopilo, ker je dejansko današnja novinarska ali vsebina in temeljna sporočila namenjena predvsem vam, predvsem vaši generaciji, tako da smo res zelo veseli vašega današnjega obiska. Bravo! Z nami sta danes predsednik koordinacijskega odbora za državne proslave in prireditve, gospod Jelko Kacin, in režiser letošnje državne proslave, gospod Roman Končar. Preden predam besedo gostom, pa samo nekaj uvodnih misli. Torej, kot izpostavljajo snovalci, bo 35. obletnica samostojnosti in neodvisnosti v prvi vrsti poklon domovini in poklon pogumu tistih, ki so nam jo priborili. Obudili bomo torej spomin na posameznike, hkrati pa bi želeli obuditi še nekaj vsaj enako pomembnega za današnje dni. Funkcija spomina za človeka namreč ni samo pogled nazaj, ampak je spomin tudi naše orodje za spoprijem z današnjimi izzivi, in pred nami so številni izzivi, s katerimi se bomo spopadali v prihodnjih letih. Zato bi ob letošnji proslavi želeli obuditi tudi spomin na tisto enotnost, ki nam je v tistih zgodovinskih časih omogočila, da smo si izborili našo državnost. Torej, želeli bi, da bi tudi prihodnje generacije, torej tudi naši današnji posebni gostje, dosegli takšno temeljno nacionalno enotnost, kot smo jo uspešno zgradili konec 80. let. In ta enotnost je s časom nekako splahnela in tudi naša država je padla v tok neke polarizacije, ki je značilna za celoten zahodni svet. No, in želeli bi spomniti na to, ob 35. obletnici bi želeli spomniti na to, kaj smo Slovenci sposobni doseči skupaj. Ne glede na vse razlike med nami, moramo živeti skupaj in zato se moramo naučiti tudi, kako doreči to našo medsebojnost. Zato smo na koordinacijskem odboru brez glasu proti odločili, da se ta želja po preseganju razlik in doseganju enotnosti pokaže tudi tako, da imamo tokrat na proslavi dva govorca, predsednico republike in predsednika vlade, s čimer želimo pokazati, da smo pluralna družba, ampak eno ljudstvo in ena država. Sedaj predajam besedo gospodu Kacinu za uvodno predstavitev, potem pa bo gospod Končar predstavil nekaj elementov proslave prihodnjega tedna. Hvala lepa, Sebastian. Spoštovane predstavnice in predstavniki medijev, mladi obiskovalci, 35 let po razglasitvi samostojnosti bo 35 let in 14 dni od takrat, ko smo prvič razvili slovensko zastavo. To zdaj pripovedujem zato, ker smo 12. se spomnili tega dogodka. Takrat, tistega dne, 12. junija leta 1991, je bil tukaj v Ljubljani zadnjič na obisku predsednik Zveznega izvršnega sveta Ante Marković. Z njim je bil tudi namestnik zveznega sekretarja za obrambo. Tako kot vedno so zahtevali, da vplačujemo denar od carin, predvsem pa, da pošiljamo fante na služenje vojaškega roka v JLA. Spet so nam grozili, ampak nič ni pomagalo. Tega istega dne, ob tem zadnjem obisku Markovića v Ljubljani, se je ekipa 21 gorskih reševalcev povzpela na Triglav. Takrat je bilo gor več kot 3 metre snega. Ko so končali, so se potem naslednji dan s smučmi odpravili, odsmučali so v dolino, toliko snega je bilo.
In ker ni šlo drugače, so jih gor pripeljali z helikopterjem slovenske milice, takrat je bila to milica, in razvili so zastavo brez zvezde. To je ista, enaka zastava, kakršno je 7. aprila davnega leta 1848 v Wolfovi ulici iz svoje sobe v gostilni, kako je že bilo, Zlata zvezda, razvil študent Lenart Toman. To je zastava, kakršna je imela dežela Kranjska v Avstro-Ogrski. Slovensko trobojnico, da boste razumeli, z avstrijskim grbom. Tam je razvil to zastavo brez grba. Leto 1948, odhod Prešerna, pomlad narodov, če so vas učili pri zgodovini. In mi imamo v našem zakonu o državnih simbolih omenjeno državno zastavo, imamo himno in imamo državni grb. Ampak zastavi sta dve. Ena je ta, ki jo poznate z grbom, druga je pa ta narodna. In zato bomo letos ob 35-letnici prvič razvili tudi narodno zastavo na Ljubljanskem gradu in z nami bodo tudi vsi tisti preživeli, ki so pred 35 leti bili na Triglavu s tisto zastavo. Tisti, ki so jo pa letos razvili, pa bodo to zastavo dvignili na Ljubljanskem gradu. To pripovedujem tudi zaradi, recimo, podrobnosti. Gospa, ki jo je zašila pred 35 leti, jo je zašila tudi zdaj. In mislim, da bo en tak lep čustven dogodek, ko se bomo spomnili poguma in odločenosti teh domoljubov, ki so takrat, na dan, ko so nam zadnjič tukaj v Ljubljani grozili, posneli ta, kako bi rekel, zgodovinski posnetek, ki vsi, ki ste doživeli rojstvo te države, veste zanj. So dnevni posnetki, so nočni posnetki z baklami, ob 10. uri zvečer so končali, so pospravili, so odleteli in molčali ko grob do 26. ko smo to vključili v prenos te prireditve, razglasitve. Drugo, kar bi vam hotel reči, da bomo letos prvič imeli v preletu plovil tudi plovila zaščite in reševanja, Slovenske civilne zaščite. Preletela bodo tudi letala za gašenje požarov, potem pa seveda še 4 ešaloni slovenske policije in slovenske vojske. Tisto, kar pa jaz kot koordinator moram povedati, je pa cilj, ki smo ga zasledovali. Želimo se osredotočiti na par stvari, na vključevanje, na sodelovanje, na domoljubje. To so ti pojmi, o katerih bo več govoril Roman, ki so vključeni v vsebino scenosleda. To je termin, ki smo ga uvedli pred 35 leti. Jaz sem bil takrat zadolžen za oblikovanje posebnega odbora za svečano razglasitev samostojnosti. Eden od teh voditeljev bo tudi tokrat z nami na prizorišču. Drago Pečko, pokojni, ki je avtor tistega scenosleda, bil pa si je zamislil tudi to zastavo na vrhu Triglava, torej 4. pojem, ki ga želimo promovirati tukaj v tej prireditvi, v tem obujanju spomina, je Triglav kot simbol slovenstva. Kot rečeno, pred 35 leti so morali tisto zastavico na vrhu Aljaževega doma odkopati, zato da se je videla, da, kot bi rekli mladi, da je bilo jasno, da ne fejkajo, da so res na Triglavu, ne? In da je to na pravem mestu, v pravem trenutku za to našo zgodovino in to si pač zasluži večje pozornosti in ponotranjanja tudi strani novih generacij. Vesel sem, da smo vse odločitve, ki smo jih sprejeli v koordinacijskem odboru, sprejeli soglasno, sploh ni bilo treba
glasovati in kot je Sebastian povedal, brez kakršnekoli posebnega ugovora. Prav je, da inštitucije med seboj sodelujejo. Jaz mislim, da si ogromna večina slovenskega prebivalstva želi, da bi ob taki priložnosti predstavniki najvišjih inštitucij nastopili skupaj, da bi dali prava sporočila o tem, da skupaj zmoremo več, bolje in hitreje. Zaostanek je treba nadoknaditi in upamo, da bo ta slovesnost, ki bo povezovala vse, k temu prispevala svoj opazen delež. Roman. Hvala, Jelko. Torej, dober dan tudi z moje strani, pa hvala, Sebastian, da sem povabljen. Nikoli ali pa zelo redko smo lahko tudi tisti zraven, ki nekaj malega prispevamo v dejanskosti oziroma v dejanjanju fizičnemu vsega, kar si v pameti in modrosti in srčnosti zamislimo. Jaz mene je žarek sreče zgodovine poljubil in mi dal ta blagoslov, da sem bil zraven v časih, kot je Jelko zdaj govoril, in da tudi moja malenkost praznuje 35-letnico tovrstnega dela. Zdaj Jelko in Sebastian sta govorila o ciljih. Bom jaz tudi povzel te stvari. Ja, oba predgovornika sta rekla, kateri so cilji. Proslava ima naboj v poklonu slovenskemu jeziku. Slovenski jezik je pač po mojem skromnem mišljenju najbolj indikativni element nekega naroda. Proslava ima svoj naboj, tako kot je rekel Jelko in Sebastian, v srčnosti, med katero sodi tudi, po mojem skromnem mišljenju, domoljubje. Jaz verjamem, da mladi ljudje tukaj, zdaj se bolj njim obračam, bolj malo veste o domoljubju, ker je pač izobraževalni sistem tak, da je poln najrazličnejših stvari, pa mogoče malo umanjka časa tudi za domoznanstvo pa domoljubje. Ampak ta proslava bo nekako srčna in polna ljubezni predvsem. Si predstavljate vi, malo bom šel zdaj v podrobnosti, si predstavljate vi takole štručko, lejte, takole, 54, popolnoma temnopolto, v Gvineji. In prideta dva Slovenca in ji data življenje v metaforičnem smislu, da jo ukradeta nesrečni stvarnosti, jo prineseta na slovenska tla in jo vzgojita z neskončno ljubezni v čvrsto dekle, ki bo danes oziroma v sredo zapelo na tej proslavi. Kaj bolj vključevalnega težko najdem. Si predstavljate, kako imamo vsi polna usta, kako bi bilo fino, če bi bili slepi in slabovidni, gluhi in gluhonemi, invalidi, paraplegiki, prisotni, kjerkoli, v katerikoli pori našega vsakdana. Dve deklici boste zaplesali na invalidskem vozičku v tej proslavi. In še bi lahko našteval. Skupni imenovalec, ga bom samo še enkrat ponovil in končal, domoljubnost, slovenski jezik. Le ta se bo manifestiral, po božji milosti se je nabralo 10 obletnic, ki jih bomo skušali skozi slovenski jezik obeležiti. Od 200-letnice Josipa Razlaga, preko Keteja, Cankarja, Kosovela, Stritarja, Lilinovi, doktorja akademika Trstenjaka, Lojzeta Slaka in Toneta Kontnerja. 10 jubilejnih letnic. Ne, da bi to načrtovali. Napaberkovalo se je skupaj, spravili smo v zelo povedno, pa zelo logično celoto in jo bomo predstavili. In da končam, ljubezen, srčnost, domoljubje, slovenski jezik. Hope I spoke. Hvala lepa, Roman. So kakšno vprašanja? Lep pozdrav, Valentina Plaskan, RTV Slovenija. Moje vprašanje se nanaša ravno na to enotnost. Na to enotnost, ki ste jo izpostavili v 35-letnici, torej, da gre za združevanje in vključevanje. Videli pa smo, urad predsednice je bil kritičen do te poteze dveh govorcev,
Torej, boste na nek način, kako lahko odločitev o teh dveh govorcih predstavljate kot dogovor in simbol enotnosti, če urad predsednice pravi, da tega sklepa ni podprl gospod Kacin? Torej, gospa predsednica ne sodeluje v koordinacijskem odboru, je pa poslala svojo predstavnico, ki je zelo korektno opravila svoje poslanstvo, nas seznanila z pričakovanji. Jaz sem odprl razpravo, v tej razpravi je sodelovalo 6-7 kolegov, članov tega odbora. Sporočila so bila enoznačna in po razpravi je predstavnica predsednice zaprosila, da v zapisnik eksplicitno zapišemo, da urad predsednice republike ne nasprotuje dvema govorcema. To so dejstva, jaz imam tukaj zapisnik sabo, če to koga... So bolj te medijske, ker so potem ven prišle zadeve, ne? No, jaz ne vem, kaj se je dogajalo na Erjavčevi, jaz ne bi ugibal, tudi ne vem, ali se je sploh kaj dogajalo. Dejstvo je, da vprašanje je na mestu, ker sem tudi jaz lahko prebral odzive, se mi zdi na NN, kjer je že to bilo, ampak vsaj mi, ki smo bili vsi trije smo bili tam navzoči, jaz moram pohvaliti predstavnico urada ali pa kabineta gospe predsednice, zelo korektno je povzela in ugotovila, da prevladuje ta želja po polnem sodelovanju in zato jaz verjamem, da bo ta oba, tako gospa predsednica države kot predsednik vlade Republike Slovenije, posebej še po tem zadnjem vrhu v Bruslu, maksimalno izkoristila priložnost, da nagovorita čim več ljudi in da jim pojasnita, da je v sodelovanju pravzaprav moč in hitrost in kvaliteta in da bodo tudi s temi svojimi nagovori ponovno začeli proces krepitve zaupanja v inštitucije slovenske države. Najlepša hvala. Še eno vprašanje imam morda glede govorcev. Spomnimo se na zadnje, ko je bila ta prireditev ob obletnici samostojne države tukaj na Trgu Republike, je bilo tudi več tujih govorcev, se pravi iz tujine, iz sosednjih držav, gospod Orban je bil denimo in tako naprej. Je tudi letos kaj takega v planu? Ne, ni načrtovano. Lahko, da nas bo predsednik vlade presenetil, pa da se je kaj dogovoril včeraj ali pa morda danes, ampak mi smo se v načelu dogovorili, da sta dva govorca. Imamo v sklepu o oblikovanju v 40. členu jasno zapisano, da je govorec eden. Ob okroglih obletnicah pa imamo lahko tudi več govorcev. In ob obiskih iz tujine lahko pride tudi do nastopa gosta iz tujine. To možnost smo zapisali, da tukaj ne bi bilo nesporazumov ali pa čudenja, kaj in kako. Tudi poslovnik bomo dopolnili, tako da eden od sklepov je bil, da vsi člani koordinacijskega odbora do naslednje seje pripravijo morebitna dopolnila ali spremembe našega poslovnika, zato da bi lahko čim bolj prepričljivo sprejemali odločitve, ki, saj jaz tako mislim, jih bi najširša slovenska javnost razumela kot sporočila, da država deluje in ki bo krepila tako domoljubje, kot tudi državotvornost, pravno državo. Govoriti moramo prepričljivo in če bomo bolj poenoteni navznotraj, bo tudi zunaj Slovenije naš glas bolj slišan in bolj upoštevan. Pozdravljeni, Vitomir Petrovič, Planet TV. Ali to pomeni, da tudi potem decembra lahko pričakujemo podobno dvojno vlogo predstavnikov obeh predsednikov, ko bo proslava? Ne, mi imamo lahko vedno goste, ne. V decembru imamo plebiscit, to so stvari, o katerih je treba razmišljati. Nekateri, ki so takrat bili na ključnih funkcijah, danes zagotovo niso nosilci funkcij v slovenski državi, ne v slovenski vladi,
ampak jaz mislim, da je to tudi priložnost, da lahko komu iz generacije, ki je to pravzaprav zasnovala, vodila, pripeljala do končne razglasitve in uveljavljanja v mednarodnem prostoru, to omogočimo. Kratka, posebni gosti so vedno mogoči, ampak jaz ne bi danes v juniju govoril o decembru. A smem samo eno zadevo. Vi se boste spomnili, ne mogoče iz vaše bogate zgodovine novinarske, da je mogoče december pa vendarle nekako bil, vsaj do zdaj, praviloma namenjen, da je slavnostni govornik, govornica, predsednik ali predsednica državnega zbora. Ne? Samo to. Ja. No, vprašanje je bilo, ali tudi takrat lahko več. Če bo predlog, pa če bo predlog utemeljen, bomo v vsakem predlogu resno razpravljali. No, in poslovnik bomo tudi prilagodili, da se lahko primerno odzovemo. Ravno zaradi tega, ker govorimo tukaj ravno o tej neki slogi, skupnem delu, ki ne bi prineslo boljšo Slovenijo v prihodnosti, v smislu, ali je tudi vnaprej planirano, da se tako vodijo zadeve naprej? Brez ustrezne seje koordinacijskega odbora nimam mandata, da delim svoje misli in najbolj skrite pobude iz svoje glave danes tukaj. Evo. Hvala. Še kakšno vprašanje? Ja, zdaj imajo mladi Ima kdo od naših mladih gostov ne. kakšno vprašanje? Kar pogumno, no, vsaj tukaj se ne grize. Sigurno vas kaj zanima, no? Sicer najlepša hvala, zahvaljujem se predstavnikom medijev, gosti pa vabim, da nadaljujejo svoj obisk na današnjem posebnem dnevu. Hvala lepa, pa se vidimo prihodnjič.